Živijo, jaz sem Hana. Običajno bi me našli v hiši eksperimentov, zadnja 2 tedna pa samo v moji študentski sobici, v kateri se samoizoliram, da preprečim širjenje virusa. Ampak na srečo imam tudi dostop do kuhinje, torej imam tudi možnost narediti par kemijskih eksperimentov in bi vas povabila, da jih naredite z mano. Pri današnjem poskusu bomo pripravili pH indikator. To je snov, s pomočjo katere lahko ugotovimo, ali so druge testne snovi kisle ali bazične, torej kakšen približno je njihov pH. In sicer na tej strani lahko vidite moj bodoči pH indikator. To je glavica rdečega zelja. Potrebovali bomo samo kos tega in še par pripomočkov, da iz tega zelja dobimo sok, v katerem je tudi njegovo barvilo. Torej, molekule v tem zelju nam bodo pomagale določiti, ali so testne snovi kisle ali bazične. In na drugi strani imam še nekaj predlogov za te testne snovi. Uporabite lahko recimo čistilna sredstva, kozmetiko, različne prehrambene izdelke. Gotovo hočemo pokazati, da je kis kisel. In ponavadi razni pecilni praški, sodni bikarbone, takšni produkti za peko peciva so bolj bazični. Torej si bomo pogledali, kakšen učinek imajo oni in potem lahko to primerjamo še z različnimi drugimi produkti. Tukaj je domišljija vaša, vi se odločite, kaj vas zanima, kaj bi radi preizkusili. Samo bodite toliko pozorni, da to snov smete uporabiti, da jo lahko varno uporabite in da uporabite lončke za enkratno uporabo, recimo kakšne umite jogurtove lončke. Tako. To so naši pripomočki. Zdaj se bomo pa lotili eksperimenta. Postopek priprave je preprost. Zelje najprej narežemo na malo večje kose, potem ga kakšnih 15 minut vremo v vreli vodi in pri tem se v vodo, v kateri kuhamo, izloči barvilo, da dobimo takšen temen sok, ki ga potem s pomočjo cedilke ali kavnega filtra ločimo od zelja. Barva tega soka se lahko malo razlikuje glede na to, kakšno vodo uporabljate, kakšna je pač vaša voda iz pipe. In jaz sem že natočila to tekočino v 3 enake posode do približno enake višine, da vidimo, da je barva vseh 3 približno enaka, taka lepa modra barva. In zraven sem si pripravila prve 3 testne snovi. Tukaj imamo najprej vinski kis, za katerega vemo, da je kisel. Potem na sredi imamo preprosto vodo, za katero vemo, da je približno nevtralna, čeprav se to lahko od vode do vode razlikuje. Če želite, lahko poskusite tudi z vodo, ki se uporablja za likalnike. Mogoče z njo dobite kakšen drugačen rezultat. Poskusite. In na 3. mestu imamo natron. To je snov, ki se uporablja pri peki. Namesto tega lahko uporabite tudi sodo bikarbono. In zanje vemo, da so bazične snovi. Dajmo si pogledati, kako dodatek teh snovi vpliva na naš indikator. Najprej bom prvo posodo dodala kis. Vidimo, da pride do spremembe. Drugo posodo, da vemo, da to ni le učinek razredčenja, dodam malo vode. Vidimo, da ohrani to modro barvo. In še v zadnjo posodo, natron. Ker praškasto snov koristila še malo premešati. Tukaj dobimo bolj zelenkasto barvo. Najbolje, da vse 3 še enkrat primerjamo. Torej, imamo v kislem rdeč indikator, v približno nevtralnem moder in v bazičen zelene ali modro-zelene barve. Zdaj, ko poznamo te osnovne rezultate, pa pride zares zabaven del. Zdaj lahko preizkusimo najrazličnejše snovi, ki nas zanimajo
in pogledamo, kakšen rezultat dobimo. To je pa zdaj vaša naloga. Za konec sem si skuhala še malo čaja. Mogoče ste že kdaj ugotovili, da nekateri čaji spremenijo barvo, ko jim damo limono. Bomo poskusiti, a se bo to tudi zgodilo. Vidite razliko? Mogoče lahko zdaj že ugotovite, na čem ta sprememba leži in jo kdaj tudi opazite, ko se neopazno zgodi, ko dodate limono v svoj čaj. Tako, to je bilo par eksperimentov, par idej, ki jih seveda dopolnite, spremenite po svojem okusu, preizkusite kaj novega. Upam, da ostanete varno doma, da ostanete radovedni in da se še kdaj vidimo v Hiši eksperimentov.